Spoštovane članice in člani Slovenske ljudske stranke, dragi prijatelji in prijateljice, spoštovani gostje in vsi ljudje dobre volje. Iskreno sem vesel, da današnji sončni in za nekatere od nas planinski dan, se lepo vidi, smo dobili malo barve, zaokrožujemo skupaj v tem prijaznem vznožju alpskega 2000 Krna, prečudoviti Drežnici. Sam sem tukaj zdaj drugič zapovrstjo. Rad prihajam v takšne odmaknjene kraje, da prisluhnemo ljudem. Da prisluhnem ljudem. Tudi problemom, ki so tukaj v teh krajih. In teh ni malo. S problemi, s katerimi ljudje tukaj živite. Ni Slovenija samo tisto, kar se dogaja v Ljubljani, ampak je Slovenija tudi ta prečudovita vasica tukaj pod vznožjem Krna, torej Drežnica. Poletje se je ravnokar prevesilo v toplo jesen, ki nam je danes dala možnost osvajanja prek 2000 metrov visoke gore, kot tudi za prijeten izlet, druženje, predvsem pa poklon naši domovini. Slovenija letos praznuje prvih 20 let svoje samostojnosti in suverenosti. Naključje je hotelo, da obeležitev 20. obletnice samostojnosti Republike Slovenije Slovenski ljudski stranki sopade ravno v politično prelomni čas, v katerem je v Sloveniji prišlo do neizglasovanja zaupnice dosedanji vladajoči koaliciji in do najverjetnejših prvih predčasnih državnozborskih volitev v Sloveniji. Naj si bo to naključje ali usoda. Sem globoko prepričan, da je v tem usodnem trenutku v bistvu močno simbolno sporočilo, ki ga moramo videti in prepoznati, če le znamo in zmoremo gledati srcem in razumom hkrati. Spomin na vsa prizadevanja slovenskega naroda v njegovi zgodovini, po svoji svobodni in samostojni državi, je med nami vsemi namreč danes enako živ kot včeraj, enako bo tudi jutri. Kot večni plamen. Spomin na vsa pogumna dejanja najpomembnejših akterjev slovenske osamosvojitve, predvsem pa na domovinsko zavest, ki smo jo Slovenke in Slovenci složno in enotno izkazali zgodovinsko plebiscitarno odločitvijo za ustanovitev lastne države. Ponosen sem, da je tudi Slovenska ljudska stranka pomemben del te zgodovine, v kateri je njena predhodnica, Slovenska kmečka zveza, orala ledino demokratizacije Slovenije. To je bila trda, a neomejana pot, ki je našo državo popeljala v samostojnost in suverenost. 20 let državnosti za državo ni veliko. Smo mlada država, ki je letos stopila iz najstniških v svoja 20. Torej bolj odrasla leta. Ko se danes v razmerah, v katerih je Slovenija, ta trenutek ozremo nazaj, vemo, da marsikaj ni bilo idealno. Še več, marsikaj je šlo narobe in mnogo stvari bi lahko postorili drugače, bolje, da bi dosegli sanje, ki smo jih ob osamosvojitvi sanjali. Prav je, da se tudi zavedamo, da je trenutno negotovost političnih, družbenih in gospodarsko-socialnih razmer v državi, da nismo krivi zgolj sami. Kajti Slovenija ni izolirana od gospodarsko-finančnih razmer v globalnem okolju. Iz perspektive današnje negotovosti trenutka in občutka brezizhodnosti pa moramo najti pogum in voljo za pot naprej. Tako, kot smo jo znali pred dobrimi 20 leti v procesu demokratizacije, ko smo se dokončno zavedli brez izhodnosti nadaljnega skupnega življenja znotraj nekdanje Jugoslavije in našli pogum za vzpostavitev svoje suverene slovenske države. Spoštovani, ta pogum ne potrebujemo iskati. Ta pogum imamo. Čas krize in občutki negotovosti, ki jih je v tem tednu povzročil padec Vlade Republike Slovenije, je čas odgovornosti. Skupne odgovornosti, ki jo bomo uresničili v povezovanju in sodelovanju na osnovi pozitivnih vrednot slovenske družbe in skozi preseganje zamer,
osredotočeni na pozitivne cilje, pred katerimi je slovenska država danes. Zdajšnji čas je ta usodni trenutek, ko moramo Slovenke in Slovenci izkazati enotnost pri premagovanju izzivov časa, ki niso lahki. Gospodarska kriza ni situacija, ki pride in mine sama od sebe. Isto velja za vsa socialna vprašanja, ki se dotikajo prav vseh nas kot posameznikov na najbolj osebni ravni. Današnji čas je izhodišče, da se pogovarjamo, povežemo in sodelujemo. Vse pozitivno moramo znati pripeljati skupaj. Uporabiti predvsem zdravo kmečko pamet in zavihati rokave družno. Tako na ravni države kot na vseh sferah civilne družbe. Trdno verjamem, da se bomo tako samozavestneje soočili s problemi, ki niso lahki, uspešno preskakovali ovire, ki čakajo Slovenijo na prelomu njenih 20 let. Mi v Slovenski ljudski stranki smo na ta izziv pripravljeni. Če nam boste dali podporo tudi na prihodnjih volitvah, bomo gledali naprej in ne nazaj. In se posvetili vsem potrebnim ukrepom, ki bodo izvili državo iz krča težkih gospodarskih razmer, predvsem pa v Slovenijo prenesli socialno pravičnost. Tisto pravičnost, ki jo potrebujemo ljudje, kot posamezniki, mladi, družine, kot zaposleni in brezposelni, delodajalci, starejši, bolni in invalidi. Socialno pravičnost, kjer ne bo več množičnih krivic, ko nekateri izigravajo sistem in pridobivajo neupravičene koristi. Medtem ko tisti resnično pomoči potrebni marsikdaj doživljajo krivice. In pravičnost v poslovnem okolju, ki mora biti tudi prijaznejše, ki jo potrebujejo podjetja za uspešnejši razvoj in pošteno konkuriranje na trgu, ter pravičnost države do vsega svojega okolja, ki mu služi, gospodarstvu, ljudem, državni suverenosti, slovenski kulturi in narodni identiteti. Če danes povežemo vse pozitivne sile, ki jih imamo, lahko že jutri premagamo takšne sile, kot smo pred 20 leti jugoslovansko ljudsko armado. Točno tako bomo lahko zdaj premagali tudi gospodarsko krizo. V to sem trdno prepričan. Spoštovani, ob 20. obletnici slovenske samostojnosti, ki jo praznujemo letos, vam in vsem nam želim ponosen spomin na čas demokratizacije in osamosvojitve, ter pozitivnost in pogum, da skupaj in v sodelovanju najdemo moč za izzive tudi današnjega trenutka. Verjamem, da skupaj zmoremo. Darilo Slovenske ljudske stranke v 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije pa je koncert slovenskega okteta v cerkvi srca Jezusovega v Drežnici po sveti maši in vabim vas, da se mi pridružite najprej na sveti maši in na to o poslušanju skladb, ki so jih za to priložnost pripravljali v slovenskem oktetu. Naši čudoviti inštituciji, ki je ponesla ime Slovenije v teh 60 letih na vse konce sveta. In vse povsod so jih poslušali z odprtimi ustmi, tako kot bomo danes mi to počeli. Bog živi Slovenijo in Slovensko ljudsko stranko. Hvala lepa. Predsednik.